Kako izboljšati dostopnost do storitev v slovenskem zdravstvu, kako izboljšati pogoje za delo vsem zaposlenim v tem sistemu, kako zagotoviti kakovost in varnost. To so nekakšna vprašanja, za katera se mi zdi, da jih poslušamo ne samo zadnja leta, ampak tudi desetletja, prave formule, prave rešitve pa ni. Eno od teh smo slišali danes na posvetu na Brdu. To je vizija, za katero se zdi, da je pač osnova, ki potrebuje resnično nadgradnjo. Pa vendar, zanima me, kako ocenjujete danes predstavljeno osnovo, kako konkretna, kako realna je, kakšna bo njena usoda v praksi. Ja, hvala za vprašanje. Moram reči, da sem prišla pravzaprav z takim velikim upanjem, da bom slišala rešitve. Sem si pa pravzaprav od celega posveta najbolj zapomnila tiste zadnje besede, da če stvari ne bodo šle tako, kot naj bi šle, potem imajo pripravljen že načrt, ki vsebuje privatizacijo zdravstva, kar pa se mi zdi, da je vse nas izjemno slabo. Rešitve seveda obstajajo, imamo zdravstvene sisteme, ki v Evropi delujejo, ki zajamejo tako kakovost in varnost dela, poskrbijo tako za pacienta, ga zares postavijo v središče, ne le na besedah, ampak tudi v dejanjih. In seveda imamo tudi sisteme, kjer poskušajo poskrbeti za zdravstvene delavce. Dejstvo je, da je delo v zdravstvu težko, zahtevno in tudi drugod po svetu pregorevajo, vendar pa do takega pravzaprav sesutja sistema, kot smo mu zdaj priča, pa vendarle v sosednjih državah, kot je Avstrija, kot je tudi bila danes omenjena Danska, Finska, vendarle ni prišlo. Tisto, kar se mi zdi ključno, je predvsem, da se mi vprašamo, kaj si želimo za naše bolnike. Mi smo imeli tradicionalno dobro primarno raven, na primarni ravni v Sloveniji. Bili smo med prvimi v svetu, pravzaprav še po prvi svetovni vojni, skratka, to je praktično več kot 100 let nazaj. In na primarni ravni v Sloveniji imamo družinskega zdravnika, imamo pediatra, imamo ginekologa. Če se bo ta naš sistem sesul in sedaj se sesuva, mi imamo več kot 130.000 ljudi brez zdravnika in prav nobenega mehanizma, da bi ljudje, ki so tudi po 40 let pravzaprav plačevali v zdravstveno blagajno, imeli sklenjeno pogodbo z ZZZS, da bi lahko zahtevali glede na vsa vplačila, da bi vendarle država zagotovila zdravnika, tega pri nas ni. To se pravi, tukaj tudi danes pogrešam eden od pomembnih akterjev, sogovornikov. Nismo samo zdravniki, direktorji zavodov, ampak je tudi zavarovalnica. Naša zavarovalnica pravzaprav se velikokrat pohvali, da deluje vitko in res deluje vitko, zato ker se pravzaprav direktno odvajajo sredstva od naše plače, to se pravi, nimajo dela za tem, po drugi strani pa zdravstveni delavci delujemo kot njihovi agenti na terenu, kar pa je popolnoma zgrešeno. In ljudje pravzaprav niti ne vejo, kaj jim pripada, kaj za svoj denar dobijo. IT storitev, ki bi to podprla, da bi bil sistem transparenten, da bi lahko točno videli, kaj plačamo, kaj dobimo za to, kaj mora zdravnik narediti, kako neko storitev opravi. Ne samo instrumentalizacija, to se pravi, da se nagrajuje recimo EKG, Holter, takšne preiskave, pač pa da bi se zares nagradilo zdravniško delo in zdravniško delo je intelektualno zahtevno. To zajema pogovor, anamnezo, klinični pregled, ki ga ne moreš narediti dobro v parih minutah. In to je ravno tisto, zaradi česar je medicina tudi tako zahtevna, vendar pa je to potrebno plačati. Skratka, jaz sem zdaj tukaj naštela več stvari, ki pravzaprav bi jih bilo potrebno nasloviti. Danes je bil naslovljen informatizacija IT sistem, kar zelo pozdravljam. Vendar pa seveda ne gre samo za premetavanje Excela, ampak se moramo mi vprašati, zakaj potrebujemo informatizacijo. Mi to potrebujemo zaradi spremembe procesov. To mora temeljiti na procesih. Procese v zdravstvu moramo spremeniti. Informatizacija nam pa lahko služi k temu, da bo seveda to je orodje, s katerim bomo mi sistem naredili bolj pregleden. In potem bomo točno vedeli, kaj naredimo,
kako naredimo in to se da. Danes je bilo predstavljeno tudi Pax RIS sistem, kar toplo pozdravljam, enoten sistem za celotno Slovenijo, mi smo samo 2-milijonska populacija, tudi enoten informacijski sistem oziroma vsaj sistemi, ki bi bili kompatibilni na ta naš že postavljen ZNet, hrbtenico, CRPP, to vse imamo, ni potrebno tukaj neke tople vode izumljati. Ampak seveda moramo pa ne preložiti to, kar smo pa danes slišali iz ministrstva, ki pa je pravzaprav v ekspozeju ponavljalo, kako moramo zdravstveni delavci biti skrbniki podatkov. Seveda se strinjam, smo skrbniki podatkov, vendar pa skrbnike podatkov se praviloma in izobrazi, da to delajo pravilno in se jih tudi dobro plača. Če pa se od nas zahteva, da smo skrbniki podatkov, da smo vešči informatizacije, da pravzaprav poskrbimo še za vas IT, hkrati pa znotraj storitve, celo pri magnetno-resonančnem slikanju, ki nujno potrebuje DICOM, Pax RIS sistem, ni notri v ceno storitve zajeta cena informatizacije. In če ministrstvo od nas pričakuje in želi, pravi, da moramo to narediti, pa nismo za to plačani, pa ni zajetih sredstev v to, pomeni, da od nas pričakujemo, da bomo zajedali sredstva, ki jih ZZS namenja pregledu bolniku, zato, da bomo naredili informatizacijo. To vendarle ni naša naloga, oziroma potem je potrebno nam dati orodja, da bomo do tega prišli. Kaj vse moramo? Danes smo slišali ogromno stvari, izpostavljeno je bilo, da bi pravzaprav bolniki morali zahtevati, da se sistem, da se daje izvide v ZVEM. Ampak, a veste, bolniki so uporabniki sistema. Jaz se strinjam, da je pomembno, da oni vejo, kaj zahtevajo, ampak zahtevati pravzaprav nekaj, kar je nepredstavljivo, kar niti ni pripravljen nihče plačati, kako? Ob tem, da marsikdo, zlasti starejši, si pravzaprav s tem niti ne bi mogel kaj dosti pomagati, kaj ne? Poglejte, informatizacija, znanje, digitalizacija je zelo pomembna. Ampak pravzaprav pričakovati nekoga, učiti pisati nekoga, ki pravzaprav niti črk še ne pozna, to se ne da. Zahtevati od njega, da bere Vojno in mir, če hočete. To je nemogoče. Potrebno je narediti druge korake prej, urediti, dogovoriti se z plačnikom, z zavarovalnico, ali bodo ta sredstva zajeta noter v plačilu storitve. Dogovoriti se, koliko sredstev bomo temu namenili. Ali imamo ljudi, kdo je pripravljen to delati, ne pa samo preložiti in reči, kaj vse moramo. Danes moram reči, sem bila tudi zelo negativno presenečena nad dikcijo, ki je zajela inšpektorje, globe. Mislim, da nisem edina od zdravstvenih delavcev, ki sem se počutila skoraj kot zločinec, ki potrebuje ministrstvo za to, da nas bo nadzorovalo v izvajanju naših storitev, ker smo pravzaprav nagnjeni v goljufiji. In to ostro zavračam. Mi ne potrebujemo dodatnih inšpektorjev, mi potrebujemo znanje, politiko, ki bo usmerila zdravstveni sistem v bolnika in omogoča zdravstvenim delavcem, da bomo lahko za bolnika poskrbeli. Vemo, kako resne, velike so kadrovske stiske v osnovnem zdravstvu in danes smo poslušali tudi to, tudi o možnosti prenosa kompetenc na diplomirane medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Kaj pa pravite k temu? Veste, z kolegi smo temeljito prebrali, kaj se bo preneslo na delo sester. In notri se prenese predpis postelje, predpis dvigala. To pravzaprav na primarni ravni redko kdaj predpisujemo. Plenice pa predpisujemo vsak dan. In tega ni. In prenos predpisa plenic na sestre bi naredil mnogo več, kot pravzaprav takale kozmetična, skoraj da kozmetična ureditev. Moram reči, da sem dobila vtis, da je bilo veliko peska v oči, bleščečega peska, pravih ukrepov prav za reformo pa bore malo.